Ali bodo potrošniki v naslednjem letu zapravljali več ali manj kot v letošnjem letu? To je recimo eno izmed vprašanj, ki si ga zastavljam tudi sam. Kar kaže trenutna pričakovanja, je seveda, da bodo zapravljali več. Naslednje leto pričakujemo, da bodo gibanja na trgu dela še vedno pozitivna. Pričakujemo okoli 10 tisoč novih delovnih mest. Tudi rast plač bo prisotna. Bo sicer nižja kot v letošnjem letu, ampak predvsem bo nižja, ker ne pričakujemo več izplačila dodatkov v javnem sektorju. Vseeno pa menimo, da bo v zasebnem sektorju rast bruto plače nekje pri 2,9%. Hkrati si kar nekaj obetamo še od morebitnega sprejetja zakona o dohodnini, kar bi dejansko dodatno dvignilo neto plače ob isti spremembi bruto plač. Tako da vezano na to menimo, da bo domače povpraševanje oziroma povpraševanje potrošnikov močno in bo še naprej v bistvu ključno prispevalo k gospodarski rasti. Hkrati tudi menimo, da bo uskladitev določenih socialnih transferjev, recimo tudi konkretno pokojnin, relativno visoka, tako da tudi teh 600 tisoč ljudi dejansko bo prispevalo k kupni moči agregatno gledano v domačem gospodarstvu in seveda celotna domača potrošnja predstavlja več kot polovico bruto domačega proizvoda. Posledično menimo, da bo seveda tudi rast bruto domačega proizvoda v naslednjem letu relativno visoka, nekje pri 4%. Seveda pa veliko bo odvisno, kako se bo v bistvu razvijala epidemija. V določenih letih se lahko zgodi, da sentiment oziroma razpoloženje potrošnikov nekoliko upade, vendar kar nas je v bistvu zgodovina od izbruha pandemije naučila je to, da slej ko prej pridejo meseci, ko potrošniki nekako nadoknadijo izgubljene mesece, ko seveda niso zapravljali in posledično zgolj preložijo svoje nakupne priložnosti za neko določeno obdobje. Tako da, kar se tiče domače potrošnje, torej gledamo relativno optimistično na naslednje leto.